Brezposelnost rekordna. Namerni in umerni peči sprejeli rebalans proračuna. Krki superpokal. Lepo pozdravljeni. Košarkarji novomeške Krke so se sinoči veselili prvega naslova v tej sezoni, superpokalnega. A več o tem ob koncu oddaje. Začenjamo pa stopnjo brezposelnosti na Dolenjskem in v Beli krajini, ki je rekordna, 12,2%, kažejo podatki za zadnja 2 meseca. Že 3 mesece je namreč višja od državnega povprečja, ki znaša 11,7%. Neugodno stanje na trgu dela pa se bo najverjetneje nadaljevalo, napovedujejo v novomeški območni službi Zavoda za zaposlovanje. Ta čas je brez dela približno 6280 ljudi. V belokranjskih občinah je teh največ, saj se stopnja brezposelnosti giba nad 15% in še narašča. V prihodnjem mesecu, se pravi mesecu oktobru, pričakujemo še prijave mlade generacije iz šol, prav dijaki, ki so končali šolanje, in tudi študentje, ki niso uspeli narediti letnika oziroma nimajo statusa. Od 5. oktobra bo ostalo brez dela več kot 40 delavcev topliškega obrata Afit, ki ima sedež v Mirnu pri Novi Gorici. Slabo pa kaže tudi Beli krajini. Nekaj manjšega prihoda je tudi napovedano za Črnomelj, iz Sekopa. Ne vemo pa recimo, kaj se dogaja v zvezi z Revozom in njegovimi dobavitelji. Tukaj je situacija še precej nejasna, uradnih napovedi pa nimamo. Kljub temu, da odpuščanja niso napovedana, so delavci Revoza zaskrbljeni in se že obračajo nanje, dodaja Verbič. Obeti na področju zaposlovanja do konca leta so tako vse prej kot rožnati. Kakšnih najavljenih večjih zaposlovanj zaenkrat nimamo, računamo pa deloma na efekte teh različnih subvencijskih razpisov, ki potekajo zdaj. Teh se kar poslužujejo, tako da po današnjih podatkih bo do konca leta realiziranih okoli 100 samozaposlitev. Letos se je tako prek subvencijskih programov samozaposlilo dobrih 70 ljudi. Mirnopeški občinski svetniki so se sinoči sestali na 15. redni seji, na kateri so med drugim soglasno potrdili 3. rebalans letošnjega proračuna. Po finančnem načrtu naj bi se letos v občinski proračun steklo skoraj 6 milijonov evrov prihodkov in odteklo dobrih 8 milijonov evrov odhodkov. Za sprejem rebalansa so se odločili za to, da bi bila odstopanja od zaključnega računa konec leta čim manjša. Večjih sprememb pa rebalans ne prinaša, poudarja tamkajšnji župan. Razlik je nekaj pri osnovni šoli, ker bomo zunanje ureditev, ki smo planirali v letu 2013, bomo zaključili v letu 2012. Pri izgradnji novega šolskega kompleksa sicer manjka še podpis pogodbe za notranjo opremo v višini 360 tisočakov, nato pa bodo sprožili postopek za pridobitev uporabnega dovoljenja. Izgradnja imamo še S-kanala za kanalizacijo, ta je tudi že, mislim, da ravno danes je bila uvedba v delo, tako da mislim, da bojo vse aktivnosti zaključene, neke malenkosti nam čaka še pri ureditvi samega križišča za dostop v osnovno šolo. Z rebalansom so sicer tudi predstavili tiste projekte, za katere na razpisih niso dobili denarja. To je ureditev središča v Šentjurju in pa tudi tukaj v središču Mirne Peči priključna cesta. Pa še na vodovodnem področju bo malenkosti sprememb, tako da to bi bilo tisto glavno, kar bo nekje drugače, kot pa je bilo predvideno z drugim rebalansom. Župan sicer ocenjuje, da bodo leto zaključili likvidno. Na včerajšnji seji pa so med drugim potrdili tudi mandat v občinskem svetu Antonu Klemenčiču iz Goriške vasi, ki so ga občani izvolili junija na nadomestnih volitvah. Na 15. redni seji so se včeraj sestali tudi mirnski občinski svetniki, ki so prav tako potrdili rebalans letošnjega proračuna. Drugi rebalans je bil potreben zaradi prerazporeditve sredstev. Občinski proračun tako na prihodkovni strani ostaja visok slabe 3,4 milijona evrov, na odhodkovni pa nekaj manj kot 3,5 milijona evrov. Rebalans je bil potreben predvsem zaradi tega, da bomo porabili tudi sredstva iz naslova komunalnih taks, pravzaprav sredstva, ki so na posebnem računu in so izključno namenjena za določene zadeve na komunalnem področju. Namenili so jih predvsem za odlagališče nenevarnih odpadkov Globoko, saj nameravajo občine solastnice pridobiti potrebno dokumentacijo za delovanje te deponije.
Poleg tega pa smo dobili tudi neka sredstva iz države, se pravi iz področja kmetijstva, ki smo jih morali tudi razporediti za to, da se dejansko porabijo na določenih projektih. Občinski svetniki so sprejeli tudi pravilnik za podeljevanje občinskih štipendij. Prek razpisa, ki ga bodo objavili sredi oktobra, bodo podelili 4 štipendije, 2 za dijake in 2 za študente. Kriteriji so 4 in sicer največji kriterij 60% prinaša učni uspeh, potem je kriterij še deficitarnost poklicev in pa udejstvovanje na ostalih področjih športnega, kulturnega in drugega življenja v občini. Zainteresirani lahko po objavi razpisa podajo vlogo na občino. Občinska uprava bo nato pripravila seznam kandidatov, štipendije pa bo podelila komisija v sestavi članov odbora za družbene dejavnosti. Dijak bo za šolsko leto dobil 125, študent pa 160 evrov na mesec. Rek, da je dobrodelnost lepa čednost, velja tudi v primeru darovanja organov in tkiv. Darovalci namreč lahko svojo dobrodelnostjo rešijo marsikatero življenje. Kljub napredku namreč medicina še vedno ne more pomagati vsem bolnikom. Darovanje organov in tkiv po smrti za namene zdravljenja je odločitev, o kateri bi moral razmišljati prav vsak. Pravi Gorazd Čebulc, ki na to temo prireja tudi številna predavanja. Edina stvar, ki je pomembna, da jo vejo, je to, da vejo, zakaj se pri sebi odločijo za to vrsten korak, se pravi, da se odločijo za darovanje, se pravi, se odločijo za širšo pomoč drugim ljudem, ko so v stiski. Darovalec organov lahko postane skoraj vsak. Starostne omejitve za darovanje organov in tkiv ni. Obstajajo pa nekateri drugi kriteriji, ki morajo biti izpolnjeni pred transplantacijo. Najprej dokazati možgansko smrt, sledi cela paleta različnih preiskav, s katerimi se ugotavlja primernost posameznega organa. Končno besedo pri sprejemu določenega organa ima pa zdravnik. V Sloveniji je sicer registriranih več kot 2000 darovalcev organov. Na leto po transplantacijo potrebuje približno 100 Slovencev. Ljudje v Sloveniji smo brezpogojno za darovanje v vsaj 70%. Nekje dodatnih 25% pa tistih, ki še želi določena dodatna pojasnila, razlage, tako da je skupna številka tam kar okoli 90%, kjer bi lahko rekel, da načeloma podpirajo v Sloveniji ljudje darovanje. Slovenija je sicer od leta 1999 članica organizacije Eurotransplant. Organe in tkiva lahko slovenski bolniki tako dobijo od vseh ostalih članic. V Češči vasi pri Novem mestu je bilo spet pestro. V tamkajšnjem konjeniško-šolsko-športnem centru so se namreč zbrali otroci in starši na že tradicionalni, tokrat 8. Cici veselici. Cici veselico so sicer načrtovali že junija, a jo je takrat odplaknila nevihta. Včerajšnje popoldansko vreme pa je bilo prijaznejše in je poskrbelo za pravljično vzdušje. Ja, super je tukaj, v naravi smo, prijetno okolje, tako da v redu. Malo gledamo predstavo, malo gledamo konje, skačemo, se igramo. In upam, da se bo to nadaljevalo in da je to zelo, zelo lepa, bom rekel, tradicija, ki jo je sigurno treba nadaljevati. Osnovni namen Cici veselice je, da se srečajo otroci in starši ter zaposleni 10 enot vrtca Ciciban in se poveselijo. Obiskala sta jih tudi Kekec in Pehta, ki je nekaj besed namenila tudi naši televiziji. Ja, slišala sem skozi Gornje planine, da je tukaj ena Cici veselica, pa sem rekla, zakaj pa ne bi jaz prišla malo to pogledati. Pa sem se tako trudila skozi po tem asfaltu, nisem navajena hoditi, ampak otroci so pa luštni otroci. Kot Kekec, vam povem. Tudi letos je imela Cici veselica dobrodelno noto. S pomočjo srečelova so namreč zbirali sredstva za nakup računalnikov. Za otroke in za delo z otroki. Vsega nam manjka in otroci nimajo tega materiala za dosti in odraslim za delo z otroki nam ga tudi zmanjkuje in kakršni časi se napovedujejo, teh sredstev tudi nikjer drugje ne bomo mogli dobiti verjetno. Živahno dogajanje so poleg Kekca in Pehte obogatili številni nastopajoči. Manjkalo pa ni niti Cici jedače in Cici pijače. Na Loki v Novem mestu pa so se dopoldne zbrali ribiči iz upokojenskih vrst iz vse Slovenije. Državnih športnih iger v športnem ribolovu s plovcem se je udeležilo približno 60 članov iz vseh 13 pokrajinskih zvez društev upokojencev Slovenije.
Novomeščanom je pripadla čast izvedbe tekmovanja na osnovi odličnih rezultatov, ki jih člani tamkajšnjega društva upokojencev dosegajo v tej disciplini. Novo mesto ima idealne razmere, ima reko Krko, ima polno rib in tako smo letos kandidirali Pokrajinska zveza, da se tukaj organizira republiško tekmovanje ribičev. Izključno lov z plovcem, to se pomeni, da se opazuje ta plovec, ki pluje mimo tebe po počasni reki in ko riba zagrabi, je pač sreča tukaj ali pa tudi ne. Življenje v dolenjski lepotici Krki je v zadnjih letih vse bolj živahno in pestro, reka pa postaja čistejša, je poudaril župan Alojzij Muhič. In ribičem se je zahvaliti, da za to skrbijo in hkrati se ukvarjajo tudi z športnim ribolovom oziroma tudi s turističnim ribolovom. Ribištvo pomeni šport, sprostitev in rekreacijo, pravijo tekmovalci. To mi pomeni vse. Vse. Brez tekmovanj, brez športnega ribolova, tekmovalnega ribolova ne bi mogel. Si ne predstavljam življenje. Udeležencem so po koncu tekmovanja stehtali ulov ter jim podelili pokale in kolajne. Nova košarkarska sezona se je začela. V superpokalni tekmi sta se v Grosuplju pomerila lanski državni prvak Novomeška Krka in zmagovalec pokala Ljubljanska Union Olimpija. Lovorika pa je že tretjič zapored romala v roke Dolenjcev. Novomeščani so v prvem polčasu vodili že za 10 točk, a so Ljubljančani s serijo 13-0 prevzeli vodstvo, ki so ga v drugem polčasu povečali na 10 točk naskoka, nato pa je sledila boljša igra Krkašev, ki so v napeti končnici zadržali težko priigrano prednost in slavili 84-81. Mislim, da smo igrali dobro obrambo, čez celo srečanje, manj nas je iz tira vrgel Blažično s temi protinapadi, ker nismo rajda rešitve, predvsem v prvem polčasu. Ampak mislim, da na koncu smo pokazali ta ekipni duh. Smo se dvignili, zadeli tudi mi par trojk v odločilnem trenutku. Mislim, da smo kontrolirali danes celo tekmo, razen imeli smo visok padec tam v drugi četrtini, v zadnjih 3 minutah, kjer so oni prišli v eno serijo trojk in s tem takoj spremenili rezultat. Ja, prva v Krki kot kapetan. Lahko rečem sem, da sem ponosen in pa čestitil bi fantom za pustili so res srce na terenu, tako da se je to obrestovalo. Pred srečanjem so v novomeškem taboru poudarjali, kako pomemben je zmagovit začetek nove sezone. To smo hoteli, mislim, da nas bo ta tekma ponesla, dvignila, igrali bomo še boljše, dobili večji zagon in komaj čakam na tekmo v nedeljo. Ja, sigurno, to smo že govorili pred tekmo, da tale tekma nam mlada krila s to zmago. Mislim, da smo dobili malo na samozavesti in da bomo probali sam let na spodnike predstaviti. Prva tekma v regionalni ligi ABA bo v domači športni dvorani Leona Štuklja že v nedeljo, ko bo Krkin gost madžarsko moštvo Solnoki Olaj. Za konec naj vas povabimo še k ogledu prve oddaje Pravi ključi v novi sezoni. Nocoj ob 8. V njej bo Irena Videz gosti razkrivala ključe do zdravega življenja. V novicah pa bomo z vami spet jutri.